Začutil sem tihe korake na stopnicah. Prišla je mati. Stopala je počasi in varno. V roki je nesla skodelico kave. Zdaj se spominjam, da nikdar ni bila tako lepa, kakor v tistem trenutku. Skozi vrata je sijal pošiven plamen opoldanskega sonca, naravnost materi v oči. Večje so bile in čistejše, vsa nebeška luč je odsevala iz njih, vsa nebeska blagost in ljubezen. Ustnice so se smehljale, kakor otroka, ki prinaša vesel dar. Jaz pa sem se ozrl in rekel z rovnim glasom: "Ne maram zdaj, pustite me na miru." Ni še bila v vrhu stopnic. Videl sem jo samo do pasu. Pa slišala moje besede. Se ni ganila. Le roka, ki nesla skodelico, se je tresla. Gledala me prestrašeno, luč v očeh je umirala. Od sramu mi je stopila kri v lica, stopila se mi nasproti s hitim korakom: "Dajte, mati!" Prepozno je bilo. Luči ni bilo več v njene oči, smehljaja ne več na njene ustnice. Popil sem kavo, pa sem se tolažil. Nocoj porečem tisto besedo, tisto ljubeznivo, za katero sem ogoljufal njeno ljubezen. Nisem ji rekel ne tisti večer, ne drugi dan in tudi ne ob slovesu. 3 ali 4 leta pozneje mi je v tujini tuja ženska prinesla kavo v izbo. Da me je spreletelo, zasekalo me srce tako močno, da je najraje skriknil od bolečine. Zakaj srce je pravičen sodnik in ne pozna malenkosti.